Mi smo se, ko smo pripravljali tole javno tribuno, dogovarjali tudi z gospodom Ribnikarjem. Nesrečne okoliščine so nanesle, da se on ni mogel udeležiti današnje tribune, poslal je nam je pa pismo, čisto kratko, dovolite, da preberem, da se ve, kaj misli. On pravi: hvala za vabilo, strinjam se z nasprotovanjem privatizaciji naših podjetij, kot je načrtovano. Privatizacija pomeni v našem primeru prepustitev naših podjetij, da postanejo hčere, subsidiaries, tujih podjetij in s tem izgubijo svojo samostojnost. S strateškim partnerstvom v narekovaju mislijo ravno na to, vendar zavijejo v celofan. Gre seveda za laž. Danes zjutraj sem pri poročilih ponovno slišal neumnost, da je tujega lastništva naših podjetij relativno glede na BDP precej manj kot drugod. O tej neumnosti sem že pisal. Če se namreč že sklicujejo na relativni delež v BDP, bruto družbenem proizvodu, potem morajo vzeti neto lastništvo podjetij strani tujih podjetij in tega primerjati z našim neto tujim lastništvom. V tem primeru bi videli, da smo glede tega pri vrhu. Nad nami so morda še kakšne države, ki so očitno v ekonomskem smislu kolonije. Naslednja stvar, kar pa verjetno vlada ne ve, ko pravi, da bomo s prodajo tujcem prišli do boljših podjetij, to je bolje upravljanih, da s tem pravi, da bo ali bi enako delala, kot so delale vse vlade pred njo. V podjetja bi postavljala svoje ljudi in še naprej dokazovala, da je v ekonomskem smislu opravilno nesposobna. Še huje je to, da se s to nesposobnostjo zdaj celo postavlja. Vlade navadno tega ne delajo, da bi se postavljale, kako so nesposobne. To pomeni, da sploh ne ve, za kaj gre. Morda pa ima samo ljudi za norce. Želel bi vlado, ki ne bo imela ljudi za norce, ki se ne bo lagala, ki ne bo uporabljala floskul. Ker ne bom mogel priti danes zvečer v Cankarjev dom, za kar se opravičujem, sem z nekaj več besedami povedal, da ne bi morda mislili, da me ne bo zaradi tega, ker verjamem ležem vlade in naprimer Mladeniču, ki je danes zjutraj pri poročilih govoril, kako malo je tujega lastništva podjetij pri nas. Lep pozdrav, Ivan Ribnikar. Ta uvodni del smo izčrpali, imamo zdaj drugi segment. To so ljudje, ki nosijo na nek način odgovornost in stališča pomembnih inštitucij. Mi smo se med različnimi možnostmi odločili za 4, in sicer je tu direktor in predsednik Gospodarske zbornice Slovenije, gospod Milič, predsednik svobodnih sindikatov, gospod Semolič, predstavnik ZDUS-a, to je Zveze upokojenskih društev Slovenije, gospod Janez Sušnik, in tu je predstavnik Združene levice, stranke, ki je v nasprotju z vsemi napovedmi prišla v parlament, njena stališča v glavnem poznate, bo pa Luka Mesec. Ne, boj dobil. Ja, kolikor boste zdržali, se bomo. Jaz sem si vzel do jutri, do 2 zjutraj. Naredili bomo takole. Prve 2 od imenovanih sta za mikrofoni po 5 minut, druge 2 dobita mikrofon v roke po 5 minut. Nismo hoteli, da imamo neke katedre tukaj. Kar prosim bi gospod Milič. Lepo pozdravljeni. Kdaj gre kmet na plac prodajati svoje krave, svojo čredo? Takrat, ker mora to narediti zato... Delu čast, ne oglas! Delu čast, ne oglas! Delu čast, ne oglas! Banda!
Ne grem vam. Zakaj? Van me vrš. Van me vrš. On bi praznike delavcem ukinul. Praznike bi ukinul delavcem. Van da. Gospodje, Delu čas. Ne oblast! Delu čas. In oblast! Delu čas. In oblast! gospodje, jaz sem rekel, Gospodo, gledaj smo tovariši. ja, jaz z vami delam kot z gospodi, drugač bi drugače reagiral. No pa dejte! No pa dej. Glejte, mi smo se zmenili, da bomo nekatere stvari razdelili. En del je pogovor in razgovor v dvorani, drug del bo ulica. Zelo bom vesel, če se boste, ko bomo se za to odločili, tam pojavili in povedali svoje. Če pa danes imate kaj zapovedati na ta način, kot se danes tu govori, se pa... Kaj ti ni jasen, praznike hoče ukin, debil. Debili! Nima se vse pošvarjati. On tle, zdaj bo govoril, kako zastopa delavce in je proti privatizaciji. Ne me jebat s takimi klubi. Jasno. Pustite svojo politično diarejo, preden prijete v dvorano. A res, ti pa pust. Neoliberalizem zvoni pa pridi sem, pa se pogovarja z nami. A mi primitivci. Mislim, da se zelo jasno vidi, koliko časa še ne bomo prišli iz krize, če se na ta način pogovarjamo. Lepo prosim, gospod Milič, a te lahko prosim, še enkrat začni misel. Hvala lepa, jaz se bom potrudil, če ne bo šlo, pač ne bo šlo. Torej, kdaj kmet gre na trg prodajati svoje krave? Takrat, ker mora to narediti zato, ker ima velike dolgove, takrat, ker zato nima več krme in dajejo krave premalo mleka, ali pa ker ima načrt, da bo izkupičkom od teh krav naredil nek nov posel, recimo, da bo se šel v proizvodno vina, ker se danes to splača. Boljš kot pa sama proizvodna s kravami. Zato sem tudi jaz proti razprodaji, ker na ta tri vprašanja, zakaj gre kmet na trg, ne vidim v trenutnem programu privatizacije ta pravih odgovorov. Imamo situacijo, ko karkoli bomo dosegli, ker nimamo cilja, bomo rekli, da smo zmagali, da smo dali gol, ker je gol kar posod okoli igrišča. Mislim, da gre res za razprodajo, ker prodajamo na silo, ki je vsiljena od zunaj, ker nimamo prave analize tržnega položaja podjetja in ker prodajamo pod časovnim pritiskom. Predvsem pa ni vzadje, tako kot rekel tudi Bogo Kovač, strateškega načrta. Vendar, spoštovane in spoštovani, jaz sem za privatizacijo slovenskega premoženja. Ampak bom pojasnil, zakaj. Se jo prodajam, ker je predraga za mene. Mi imamo približno 10 milijard premoženja po knjigovodskih bilancah v slovenskem gospodarstvu v državni lasti. In to premoženje je v situaciji, ko mora ta država 1,5 milijardo se na leto zadolžiti za to, da imamo proračun sestavljen, to premoženje 10 milijard daje 200 milijonov izgube. Se pravi, če bi mi to premoženje vse skupaj prodali, pa ga dali na banke, bi dobili več denarja in bi se bilo treba manj zadolževati in bi bila država bolj stabilna. Seveda je ta predpostavka hipotetična, ampak dejstvo je, da smo z državnimi bankami od leta 2007 do danes pridelali 3,7 milijarde izgube. Se strinjam, ampak istočasno so privatne banke naredile 400 milijonov dobička. Drug primer, pred 20 leti skoraj smo prodali Savo v Kranju. Ameriška firma, korporacija,
dela v Kranju še danes. Kupnina, ki jo je Slovenija dobila, se je sprivatizirala in danes v Kranju ni nič več slovenskega. In delovnih mesta več ni. Ne, mene ni bilo nikjer zraven. Tudi ko so se delili krediti, nisem bil nikjer zraven. Neupravičena je stigmatizacija tujega premoženja v Sloveniji. To prinaša v tem trenutku za približno v povprečju 20% višjo dodano vrednost kot premoženje v slovenski lasti. To premoženje, ki je v tuji lasti, je 10-krat bolj dobičkonosno, kolikor je pa povprečno podjetje brez izgubašev v državni lasti. 5 minut. In ne nazadnje. 5 minut. Končal bom z naslednjim. Sloveniji ne bo škodila privatizacija. Sloveniji škoduje in je škodovala, pa bi lahko še veliko podatkov povedal. Odsotnost pravne države in vsakokratna uplenitev gospodarstva strani vsakokratne politične elite, ki je prevzela oblast. Hvala lepa. Jaz vendarle prosim, da vzdržimo pa damo ljudem možnost, da povejo tudi kakšnega stavka, takoj ne razumemo ali se z njim ne strinjamo. Jaz vem, da je med vami veliko takih, ki se zavedate, da so tuje banke in tuja podjetja na dolgi rok uspešnejša, tudi zato, ker bojo mnogo trša do zaposlenih. Jaz bi zato, da dopuščamo različna stališča, prosil gospoda Semoliča, da še on pove, kako na sindikatih razumejo razprodajo. Lepo pozdravljeni. Nekaj takšna privatizacija, katero doživljamo zdaj, je ekonomsko in socialno škodljiva in ta prava beseda je nacionalno škodljiva. Zdaj, moram takoj zavrniti nek argument politikov, ki naj bi bil alibi za to početje. Češ, rekli so, na to sem bil pozoren, obljubili smo Bruslju, moramo prodati, ker če ne, izgubimo verodostojnost. Kdo izgubi verodostojnost? Odgovarjam, tisti politiki, ampak tukaj, pri nas, ne v Bruslju, ki so pred volitvami obljubljali in zapomnili smo se, da ne bodo privatizirali nekaterih firm. Ampak za te gospode, ti gospodi so bolj v skrbeh, kaj mislijo gospode v Bruslju, kot pa naši volivci. To dvoličnost moram ilustrirati. Glejte, pred nekaj časa so slovenski politiki obljubili v Bruslju podporo davku na finančne transakcije. Ideja je ta, da bi bančni sistem s tem davkom vendarle vsaj nekaj vrnil ljudem. In večina držav je to podpirala. V nekem trenutku je rekla slovenska politika, ja, podpiramo. Mine mesec dni, minister za finance gre gor in reče, odstopamo od tega. Zato ga ni bolela glava zaradi izgube verodostojnosti, ker vemo odgovor, zakaj se je to zgodilo. Ves ta proces, katerega smo priča, to plenjenje, je preprosto rezultat povampirenega kapitala, ki izkorišča zlasti države tukaj na jugu, Grčija, Španija in tudi Slovenija, žal, sodi v to skupino, ki z nekaterimi inštrumenti v bistvu želi pograbiti še tisto, kar je sploh dobrega pri nas. In trije razlogi, zakaj smo proti. Trije razlogi, zakaj smo proti. Nerazumljivo, ni argumenta, da prodajaš podjetje, ki prinaša dobičke, ki daje dobičke v proračun.
s katerim se financira socialna država in še marsikaj. Zakaj tako firmo ali sistem prodajati? Drugo, škoda. Mislim, da je to potrebno reči ob obilici argumentov. Razprodaja poteka dobrih industrijskih podjetij. Dobrih industrijskih podjetij, ki so rezultat dela generacij, inženirjev, tehnikov. Gre za dediščino tega naroda, če hočete. Tovarna ni samo seštevek strojev in kapitala, je znanje ljudi in še marsikaj. In če to razprodamo, to bo prizadelo tudi inštitucije na področju izobraževanja, fakultet, ki so soodvisne v tem delu s temi industrijskimi podjetji. Za tega smo proti. In glavni argument je, ker kupnina, kakršnakoli že je, ne opravičuje izgubo številnih delovnih mest. In za to gre. Mi poznamo prakso. Glejte, na Hrvaškem, Črna Gora, imeli so tudi svoje telekome, imeli so dobičke. Prišel je tujec, kupuje. Kaj se je zgodilo? Tarife je dvignil, ne financira v infrastrukturo in dobički ne gredo na Hrvaško, Črno Goro, ampak gredo pač tam, kjer so lastniki. Tisto, kar mi doživljamo v Sloveniji, jaz nočem biti črno-bel, ampak preveč gorja se je v tem trenutku zagrnilo na delavce. Ta kapital, ki prihaja sem, prvi in glavni cilj je dobiček, ne glede na to, kako živijo in kaj bodo z delavci. In grda stvar se dogaja, preden pride tujc sem. Imamo stare uprave, ki preden pride tujc, naredijo tisto grdo dejanje v podjetju, mečejo delavce na cesto. V upanju, da bodo, seveda, da bo nov lastnik, ko pride, prijazni do teh uprav. Tisto, kar se dogaja, in cel sistem, vam povem, v tem trenutku ne prenese teh procesov. V nekaterih tovarnah, ko so se delavci pritožili na državne inštitucije, ni ustrezne pomoči. Ko smo zahtevali, tudi v nekih pogodbah, da zaščitimo slovenski jezik, ki je drugorazredni jezik v nekaterih podjetjih zdaj. Ko smo rekli zaščititi kolektivne pogodbe z osnovnimi pravicami, uveljavljanje zakona o soupravljanju, ko smo rekli, ko že ta privatizacija nesrečno steče, zaščititi delovna mesta, je bil odgovor naših nekaterih politikov, češ, to je nedovoljena državna pomoč. In mi temu nasprotujemo in za tega želimo, zahtevamo, da naši politiki upoštevajo tudi nekatere direktive, ki zahtevajo, da se pri predajah, pri spremembi lastništva upošteva tudi interes zaposlenih. In da zaključim, hvala lepa za opozorilo, mi se moramo pogovarjati tudi o nacionalnem interesu. To je tabu tema in je zelo namerno pokvarjena beseda. Ampak nacionalni interes v Franciji ščitijo nacionalni interes. To je nekaj normalna stvar. Dresdenska banka, nemška, ko je šlo za kupnino, Kitajci so dali 3 milijarde več kupnine. Ne so rekli Nemci, to ni v nacionalnem interesu. Avstrija je prodala Telekom Mehiki, vendar je obdržala pravico, da v ključnih stvareh odloča avstrijska država. In zaključim z besedami predsednika, nekdanjega kolektorja, predsednika uprave. Ta je rekel, citiram, če bi šel kolektor v ameriške roke, ga danes ne bi bilo. Zaključim, zadnja misel. Tisto, kar manjka, je pokončna drža naših politikov. Oni imajo moč in oblast. Oni imajo moč in oblast in naj zaščitijo interese tega naroda. Hvala. Hvala lepa. Prosim gospoda Sušnika. Gremo Sušnika sem predstavil, te pa šutke zadaj. No? Kje je mikrofon? Picam, no? Ja, dober večer. Jaz predstavljam Zvezo upokojencev Republike Slovenije in bi vam rad povedal, da smo bili tudi mi eden od pobudnikov, da se taka okrogla miza danes tudi odvija. Namreč zakaj?
tisti starejši upokojenci smo bili priča, kako je ta v bivšem sistemu, v bivši Jugoslaviji, ta razcvet gospodarstva takrat bil od leta 1953 pa naprej, tudi z manjšimi plačami, z odrekanjem na marsičem, pa so bili taki prispevki, pa drugači, pa samoupravni sporazumi, da smo prišli, da smo bili prvi na vasi v Jugoslaviji. Po osamosvojitvi, seveda je bilo obljubljenega veliko, blaginja in tako naprej, od katerem ni duha in ne sluha. Poglejte, ko smo lansko leto upokojenci na upravnem odboru poskušali dobiti neko strategijo in pa analizo, na osnovi česa je sploh državni zbor sprejel prodajo 15 firm. Smo sprašvali, kdo nam pa lahko to da. Dejte nam, da bomo videli, ker nam pač ni bilo vseglih, že tako zadeva hira, zdaj pa še uradna prodaja še državnih podjetij, to pa nekaj ne bo štimalo. Zato smo pravzaprav tudi ugotavljali, a je zdaj tak pritisk EU-ja, a je pritisk lobijev, ki še vedno močno delujejo, ali nas bo prodaja rešila zadolženosti, ali bo šla prodaja morda v gospodarstvo, ali tudi za upokojence demografski sklad, tudi to smo razmišljali, vendar odgovora ni. Morda je napisano, mi take analize upokojence nismo dobili. Zdaj, da je državni zbor to sprejel, verjetno je tam kakšna dokumentacija, pa je morda ni dosegljiva. Stališče nas upokojencev je pa tak. Torej, če gledam na splošno, so mi rekli, da naj tukaj javno povem, da smo upokojenci za to, da se konje ustavi. Vendar, iz pravnega stališča, ki je prej že on povedal, je privatizacija pretežno državnih podjetij, ki še niso v postopkih prodaje, ni bil objavljen razpis in pa sprejem zavezujoče ponudbe, naj se ustavi in temeljito razmisli o smotrnosti prodaje. Predvsem važno je, da vemo, kaj lahko sami postorimo. Mi gledamo tako, kaj lahko postorimo sami v naši državi, da ne gre v tuje roke. Če ne, kdo je možen kupec in kakšen je namen bodočnega lastnika, kakšne dolgoročne razvojne možnosti nudi, v celoti pa se je treba izogniti špekulativnim prodajam, ker pri nas jih ni malo. Tujemu kapitalu, smo takole povedali, ki bo prinesel dodano vrednost, je treba omogočiti pogoje za ustanovitev samostojnih firm, za ustanovitev samostojnih ali mešanih družb in na ta način reševati problem gospodarske rasti in zaposlitev v Republiki Sloveniji. Uspešne firme naj se ne vtujejo, jim je treba dati podporo na razvoj, ne glede v kakšnem lastništvu so. Naj se več ne kadruje po politični plati, naj se zadeva pri menedžmentih začne na strokovnih področjih in le na ta način bomo lahko prišli tudi do rezultatov. Torej, bom to povedal, da je s prodajo uspešnih firm na tuje sesedi tudi razvoj in beh najboljših kadrov, laboratoriji bodo zunaj in razvojne agencije in pa razvojni oddelki, nam pa ostani Lohnarbeit, to se pravi tisto najslabše, kar je fizično delo. Ne znamo si razlagati upokojenci, zavarovalnico Triglav, pivovarne, Petrol in še druge, ki so pretežno na domačem trgu. Zakaj se to prodaja? Se spomnite Istrabenza, ko je prodal najboljše punkte o prodaji goriva in tako naprej tujim firmam. To ni potrebno. Jaz bi s tem zaključil in me zelo zanima, kaj bo na Fraportu, na Brniku. Me zelo zanima, kakšen razvojen ciklus bo ta firma zavzela, ker dobro veste, da je tam rezervirano 92 hektarov za razvoj infrastrukture. Kaj pa sega bomo pa videli, me prav zanima. Jaz sem tam v neposredni bližini doma in mi kerozin stalno na salato laufa. To bomo pa videli, če vzaj kaj boš. Hvala lepa. Zveza sindikatov je zelo močna organizacija civilne družbe in samo škoda je,
kako se jo polaščajo politične stranke in ji preprečujejo, da bi izrazila svojo dušo civilne družbe. Prosim še zadnjega iz te skupine, gospoda Mesca. Hvala za besedo. Jaz bi mogoče uvodoma odgovoril na argumente, ki jih je povedal gospod Samo Hribar Milič. Zdaj prvič, rekel ste, da so banke pri nas ustvarile 3,7 milijardno luknjo. To drži, ampak ni pa res, da so jo ustvarile zato, ker so bile v državni lasti, ampak so jo ustvarile zaradi drugih razlogov. Prvi razlog je, da se je med letoma 2005 in 2008 načrtno usmerilo te banke v to, da so proizvajale tajkune namesto, da bi proizvajala delovna mesta. Drugi razlog je, da se je v tem času odstranilo kapitalske kontrole, da so se lahko neomejeno zadolževale na novo odprtem evrskem tržišču, in pa tretji razlog, da so spodbujale naš mehurček v gradbenem sektorju, ki je na koncu, ko je kriza izbruhnila, pokopal praktično celoten gradbeni sektor, nam pa pustil milijardne dolgove in 10 000 praznih stanovanj. Zato so se banke zadolžile, pa ne zato, ker bi bile državne, ampak zato, ker so prevzele slabe ekonomske modele, ki so jih posod po evropski periferiji izvajale vse banke, ne glede na to, a so bile v državni ali pa v tuji lasti. Vidimo recimo primer Grčije, Španije, Portugalske, kjer so bile večino bank v privatni tuji lasti, recimo nemške in francoske banke so tam dominirale in so prav tako ustvarile izgube in prav tako jih je reševala država, kot je pri nas reševala naše banke, pa čeprav so bile v tuji lasti. Tako da ne drži ne eno, ne drugo. Druga zadeva, pravite, da so državna podjetja pri nas ustvarila 200 milijonov minusa. Podatki, ki jih vam jaz, so drugačni. Namreč v letu 2013 so ustvarila 393 milijonov dobička, od tega se je približno 1/4 oziroma 100 milijonov steklo v proračun, ostalo je šlo več ali manj v investicije. Tako da očitno se bomo mogla po okrogli mizi pogovoriti o podatkih. Tretjič, pravite, da moramo prodajati, ker smo v dolžniški krizi. Mogoče res, ampak poglejmo številke. Če prodamo po spisku teh 15 podjetij, kar imamo zdaj narejeno, pridemo do tega, da bomo v proračun zbrali 1 milijardo evrov. A veste, kaj 1 milijarda evrov danes pomeni? Slovenija je zadolžena za 28 milijard, se pravi, lahko dolg zmanjšamo na 27, koliko nam bo to pomagalo, pač si slikajte sami. Če prodamo vse državno premoženje, ampak tukaj noter je komplet infrastruktura, železnice, avtoceste, Luka Koper, vse, potem mogoče zberemo, tako kot ste vi rekel, 10 milijard po optimističnem scenariju, ampak nam še vseeno ostane 18 milijard dolga. Kaj bomo prodajali potem? Na to vprašanje vam jaz ne znam odgovoriti. In zadnjič, pogosto slišimo, da naj bi privatizacija prinesla razvoj in tehnologijo v Slovenijo. Zdaj, tukaj lahko pogledamo dva empirična primera. Prvi je Slovenski Telekom in Hrvaški Telekom. Hrvaški Telekom je bil prodan leta 2002, Slovenski Telekom je ostal v državni lasti. Kako sta se razvijali te dve podjetji? Slovenski Telekom je približno ohranil število zaposlenih iz nacionalnega podjetja, postal regionalna sila in razširil svojo infrastrukturo, da je Slovenija, če se ne motim, tretja najboljša v Evropi po razvitosti telekomunikacijske mreže. Zdaj poglejmo, kaj je naredil Hrvaški Telekom, ki je v lasti Deutsche Telekoma, ki kupuje tudi Slovenski Telekom. Nemški Telekom je v tem času iz Hrvaškega Telekoma odpustil polovico zaposlenih, število zaposlenih se je zmanjšalo iz cirka 11 000 leta 2002 na 5500 leta 2014. Druga zadeva, kot smo slišali zadnjič na nacionalki, ko smo imeli o tem debato, na Hrvaškem je infrastruktura kakih 10 do 15 let za slovensko. To pomeni, da imajo širokopasovna omrežja v glavnem po večjih mestih, mobilni internet prav tako po večjih urbanih središčih, medtem ko na otokih, na podeželju in tako naprej, kjer pri nas imamo povsod optiko in povsod širokopasovna omrežja, teh omrežij ni, enostavno zato, ker se pač privatnemu lastniku take investicije niso izplačale. In tak scenarij zdaj grozi Slovenskemu Telekomu. In drugič, če bi to držalo, da privatizacija prinaša razvoj in
in pač neko gospodarski razcvet, potem bi bila Jelcinova Rusija cvetoča država, ne pa da je skozi 90 izgubila 60% BDP-ja. Hrvaška, ki je s privatizacijo kakih 20 let pred nami, pa ne bi imela leta 2014 manjši BDP, kot ga je imela leta 1980. Ob tem bi, ker sem že malo dolg, mogoče ponovil samo še dve zadevi, ki se mi zdita ključne. Igor Voksanovič je govoril o zavezah Evropski uniji. Mislim, da je tukaj treba poudariti na to, da zaveze, ki naj bi jih Slovenija dala Evropski uniji in s katerimi nas zdaj ta drži za vrat, te zaveze so dale slovenske vlade. Torej, slovenske vlade so tiste, ki dajo zavezo Evropski uniji za to, da odgovornost za nepopularne politike prenesejo ven in potem pač slovensko javnost izsiljujejo s tem, da Evropska unija nekaj od nas terja. Ampak vse zaveze, ki so bile dane, so prišle s slovenske strani, ne z evropske. In drugič, Andrej Cetinski je upozoril na to, kako je sestavljen slovenski SDH. Res je, imamo dva člana uprave bdita nad 11 milijardnim slovenskim premoženjem in imamo 5 nadzornikov, vse imenujejo koalicijske stranke. Kako jih bodo kadrirali, smo slišali danes na tiskovki SMC-ja. 3 člane bo dala največja vladna stranka, torej SMC, enega bo dal Desus in enega SD. Se pravi, s tako politično matematiko bomo dobili nadzorni svet SDH-ja. Zakaj je temu tako? Zakaj tam ni delavskih predstavnikov? Zakaj zaposleni niso upleteni v privatizacijske postopke? Enostavno zato, ker SDH pri nas ni bil ustanovljen zato, da bi upravljal državno premoženje, ampak je bil ustanovljen zato, da bi ga razprodal. Hvala lepa, Luka, tudi tebi, hvala lepa. Videli ste, oziroma slišali ste, kaj je bilo povedano. Jaz srčno upam, da če tisti del njegovih besed drži, da imamo širokopasovno telekomunikacijo, da so tudi z vlade slišali, kaj je bilo rečeno. In če so slišali, da so razumeli, da je gospod Cerar od nas, večino nas, ki tukaj smo ga volili, dobil, se opravičujem, se opravičujem, večino vas ga verjetno ni volila, ampak tisti, ki smo mu dali mandat, da postane dirigent razglašenega političnega orkestra v Sloveniji. Nekateri so pa to napačno razumeli. Če muska ne špila, potem so krivi godci, ne pa, da je treba začeti razprodajati instrumente. Naj zamenja godce, ki fušajo v vseh pomenih te besede in ustavi to razprodajo. Toliko o tem prvem delu. Glejte, jaz imam pred sabo zdaj 2 vaša spiska. En spisek 10, ki so se javljali cel teden nam organizatorjem in drug spisek, ki ima zaenkrat 11 prijavnic, ki so bile oddane danes. Moj predlog je, da gremo po prvem spisku, potem pa vprašamo, koliko imamo energije za drugi spisek. Se strinjate? Na prvem spisku imamo Dragota Pavšla, Vojka Staroviča, profesor dr. Andreja Rusa, Lojzeta Sočana, dr. Matjaža Gamsa, Roka Deželaka, Mateja Jemca, Petra Glaviča, Marjana Polšaka in Bogdana Biščaka. To je 10. Na drugem spisku imam pa Petra Česnika, Gvida Novaka, Mojco Žerakovo, Andreja Magajno, Radmilo Mihelič,
Vladislava Stresa, Štefana Perkiča, Gojka Staniča, Rudolfa Varla, Inga Paša in predstavnico Zveze brezposelnih Slovenije. Gremo zdaj po prvem. Prosim? Še Boštjana Remca. Aha. Ampak Bogdana pa spustil. Ja, dobro, bomo, rabim, drugače bom ime pozabil. Dobro, predlagam, da brez posebnih v 3 do 4 minutah, po 4 minutah bom prekinjal, gremo skozi prvi spisek, po 10 vas bom vprašal, koliko ste pripravljeni zdržati, ker bo civiliziran čas končan. Je pa seveda tako, zelo žalostno bi bilo, če bi nazadnje ostali 15 govorcev, ki bi sami sebi govorili, čakajoč na svoje. Torej, začnemo z drugim delom. Prosim gospoda Draga Pavšla, priprav se naj Starovič, po 4 minutah prekinjam. Mikrofon dobi vsak, ki se je prijavil. Hvala za besedo. Moje ime je Drago Pavšel in predstavim vam razloge za prodajo Telekoma, proti prodaji Telekoma, kot jih vidimo državljani. Prejšnja vlada je pripravila seznam 15 podjetij za prodajo in ga na hitro spravila skozi parlament. Prejšnji parlament pa je v samo 1 uri brez širše tudi javne razprave prodajo sprejel. Najbolj sporna je seveda prodaja Telekom skupine, zato bom v nadaljevanju predstavil argumente državljanov proti prodaji. Ves čas govorijo zagovorniki prodaje o privatizaciji, vendar to je neresnica. Podjetje je že privatizirano in struktura lastništva je prikazana v tabeli, ki ste jo dobili ob vhodu. Lastniki več kot 62% Telekoma smo državljani, neposredno in prek Kada in Soda še lastniki skoraj 10%. Skupaj v lasti državljanov 73% družbe, individualni in preostali lastniki pa imajo cirka 27%. Telekom skupino sestavlja 5 podjetij Slovenije, 5 iz jugovzhodne Evrope. Skupina ima 4500 zaposlenih, največje podjetje pa je v skupini Telekom DD iz Slovenije, ki ima po podatkih iz letnega poročila skoraj 3000 zaposlenih. Telekomu DD je bila v letu 2011 pripojen tudi Mobitel DD in ustvarja glavnino dobička, ter je kot tak za kupca seveda tudi najbolj zanimiv. Telekom v glavnem prodaja informacijske storitve državljanom in podjetjem, primerljivo z drugimi podjetji v EU je najmanj povprečno, če ne nadpovprečno razvito. Tehnološko je popolnoma na nivoju, ima dobro infrastrukturo, primeren nivo širokopasovnih povezav na kabelskih omrežjih in v mobilni telefoniji. Ni podkapitalizirano in v preteklosti je izvedlo ukrepe racionalizacije poslovanja ter posluje z dobičkom. Na sliki 1 je prikazan grafično stanje pred prodajo Telekoma. Predstavljeni so le glavni finančni tokovi. Podjetje vplačuje v proračun davek od dohodka pravnih oseb ter prispeva za pokojninsko zavarovanje, zdravstveno in ostale prispevke. Glede na plače, ki so precej nad slovenskim povprečjem, so prispevki nadpovprečno visoki. Samo Telekom DD je vplačal v pokojninsko blagajno 12 milijonov evrov ter zdravstveno 6 milijonov. Čisti dobiček Telekoma je znašal v letu 2013 prek 52 milijonov evrov, v državno blagajno pa je z naslova dobička vplačal prek 40 milijonov. Individualnim delničarjem pa cirka 7 milijonov bruto. Državljani in podjetja koristimo usluge z področja informacijskih storitev in plačujemo za navedene usluge. Državljani smo deležni javnih storitev, šolstvo, zdravstvo, pokojnine, socialnih transferjev, ostalih storitev, kot je kultura in tako dalje. Državljani zaposleni v javnem sektorju pa dobivajo tudi plače iz proračuna. Tako se prek državljanov, ki so uporabniki storitev Telekoma in obenem koristijo javne storitve, zaključi del finančnega toka. Še malo. S prodajo bo zaključen tok prekinjen. Grafični prikaz po prodaji pa prikazuje slika 2. Največji vpliv na proračun bo odliv dobička v tujino, kar znese v letu 2013 prek 40 milijonov evrov.
ostal bo le davek na izplačen dobiček. Zagovorniki prodaje stalno poudarjajo prenizke donose na kapital, vendar je to popolna neumnost, ker bo novi lastnik donose sicer povečal, vendar bodo šli v celoti njemu. V primeru večinskega lastništva državljanov mora neoliberalno strategijo upravljanja z maksimiranjem dobička nadomestiti družbeno odgovorno upravljanje in primeren dobiček za portfeljske lastnike, da se ne umaknejo iz lastništva. Novi lastnik bo iztisnil iz lastništva individualne delničarje ter jih poplačal, proračun bo ostal brez davka na dividende. Običajno pa se tudi upočasni razvoj, novi lastnik reinvestira samo toliko dobička, kolikor mu v najkrajšem času poveča seveda dobiček. 5 minut. Še par stavkov. Če ne bo stvar brez repa. Novi lastnik bo zmanjšal število zaposlenih v podjetju. To je prvi ukrep, ki ga praviloma izvajajo novi lastniki v prevzemu. Že sedanja uprava je napovedala zmanjšanje števila zaposlenih za 550. Zmanjšali se bodo prilivi v dohodnine ter prispevki, povečala se bodo nadomestila za brezposelne, ker bo šla kupnina od prodaje, kot je napovedano, za poplačilo dolga. Vira, ki bi to nadomestil, ni. Nasprotno, gospodarstvo stalno zahteva znižanje davkov in prispevkov, zlato fiskalno pravilo je zapisano v ustavo in začel se je tudi postopek za sprejem zakona o fiskalnem pravilu. Vsake nadaljno zadolževanje bo z ustavo prepovedano in rezi v socialne pravice, zdravstvo, šolstvo, pokojnine bodo avtomatsko zagotovljeni mimo socialnega dialoga, ki dela sive lastnikom kapitala. Velik del prihodka ustvari Telekom v Sloveniji, del prihodka gre iz žepa državljanov, del se jim vrne preko storitev, ki se financirajo iz proračuna. Do sedaj zaključen tok bo prekinjen in denar se bo iz žepov državljanov prelival v žepe državljanov v tujine. Voljeni predstavniki ljudstva bodo s prodajo premoženja državljanov prekršili zavezo, ki so jo potrdili s prisego, da bodo skrbeli za dobrobit državljanov. Zato smo se državljani v zelo kratkem času organizirali v široko koalicijo, h kateri so pristopili tudi sindikati in kateri sodeluje Združena levica, ki je edina skušala ustaviti razprodajo. S podpisom peticije je v koaliciji pri vsega 2 tednih pristopilo tudi 10 000 ostalih državljanov. Peticijo bomo predali vladi in zahtevali takojšnjo ustavitev razprodaje. Hvala lepa v imenu gospoda Pavšla se opravičujem naslednjim govornikom, ker čas poteka. Prosim gospoda Staroviča, on je avtor knjige Enoumje neoliberalizma. Prosim, besedo imate. Hvala za besedo. Mislim, da je naš temeljni problem, ko tako sedimo in katerega smo se na tem skupu lotili z prave strani, da začnemo pisati nazaj lastno zgodbo. Naša vrhuška se v času uspešne osamosvojitve enostavno odločila, da ne bo pisala zadnjo zgodbo, ampak se je priključila na zgodbo Washingtonskega konsenza. Takrat je bilo to modno in napredko. Temeljna pravila Washingtonskega konsenza poznamo vsi, čeprav ne vemo, da gre zanj. Sam jih nam nenehno trobijo po televiziji in pišejo po časopisih. Liberalizirati trgovino in financo, dovoliti, da trg postavlja ceno, uskladiti cene, zajeziti inflacijo, postaviti makroekonomsko stabilnost, privatizirati. Država naj se ne vmešava. Vkolikor pa je država demokratična, kar predpostavljamo, da smo, se tudi prebivalstvo ne sme mešati v te zadeve. Vse se primiso, da ljudstvo drhal, v oklepaju dajem, mora biti vodeno. Posebej v demokraciji v stilu Davida Huma, škotskega filozofa iz 18. stoletja, bolj kot je oblast svobodna in ljudska, bolj nujen je nadzor mnenja javnega. Ali kakor se izrazil oče moderne propagande Edward Bernays, zavestno inteligentno manipuliranje organiziranih navad in mnenj množic je pomemben element demokratične družbe. Washingtonska načela nosilci uveljavljajo na različne načine, za bolj ranljive družbe pogosto kot stroge prilagoditvene programe, kot smo jih videli tudi na primeru mnogih držav Latinske Amerike, sedaj pa tudi Grčije in deloma Slovenije, ker na to pristajamo. Tako da mislim, da se nam to dogaja in moramo začeti ponovno
pisati nazaj svojo zgodbo in mislim, da je to prvi kamen. Glede na to peticijo, je za primer dam, kaj govorijo TV in ostale vesti, koliko poudarjajo to privatizacijo, sam ponavljajo. Vemo pa, da so mediji se vedno prilagajali tistmu, ki je imel pri sebi moč, ali politično ali ekonomsko. Da vidno, ta peticija je bila objavljena v eni kratkem investitorju delo, jaz berem, mi je to srednji časopis, opravičujem drugim časopisom, in je sam na kratko omenjala. Kmalu zatem, pred novim letom, se je to dogajalo, kmalu zatem je prišla en dan, so pač zbrali izpod peresa ene novinarke, 2 članka na prvi strani Ponedeljkovega dela in en članek na prvi strani Gospodarskega dela, ki vsi govorijo pri privatizaciji. To je bil pa odgovor. Hvala. Hvala lepa. Posebne čestitke za čas.